Namen javno-zasebnega partnerstva je izgradnja lesno-predelovalnega centra preko ustanovitve nove pravne osebe, v katero bosta kot družbenika vstopila občina Radovljica in zasebni partner, ki bo izbran na javnem razpisu v letu 2017. Vložek občine predstavljajo zemljišča, vložek zasebnega partnerja pa sredstva za izgradnjo lesno-predelovalnega centra. Tukaj res izražam izjemno veselje, da bomo lahko na osnovi tega dokumenta zdaj razpisali pogoje, torej za potencialne investitorje, in to bomo takoj po pravnomočnosti tega proračuna, ki bo takoj po novem letu 3. januarja pričeli s postopkom, tako da bomo dali signal in privabili potencialne investitorje za umestitev te prepotrebne žage na naših, bom rekel, zemljiščih, kar je pa izrednega pomena. Projekt bo posredno povezan tudi z načrtovanim sistemom daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Radovljica, za katerega je predvidena ustanovitev zadruge. Ta bo za kotlovnico, ki bo prav tako v gramoznici Graben, odkupovala lesni odpad predelovalnega centra. Sicer pa so svetniki tudi osnutka odlokov o podelitvi koncesij za izvajanje 2 gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki. Obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica. Obe službi trenutno na podlagi pogodbe s Komunalo Radovljica izvaja javno podjetje Jeko-in, ki je tudi upravljalec odlagališča Mala Mežakla na območju občine Jesenice. Naše občanke in občane zanima cena teh storitev. Seveda cena je zelo dobro regulirana tudi strani države, ker je s to uredbo MEDO so bile te cene kar zelo natančno določene. Seveda je pa odvisno, koliko občin bo deponiralo te odpadke na Mali Mežakli. Več nas bo, nižja bo cena in jaz sem prepričan, da že glede na vso predstavitev in pa razgovore z župani, da bomo dosegli take kriterije, ki bojo v Sloveniji zelo ugodni ali pa najboljši. Občinski svet se je seznanil tudi s poročilom nadzornega odbora občine Radovljica. Predsednik odbora Drago Finžgar je poročal o opravljenih nadzorih zaključnega računa, razpolaganja s premoženjem občine in v javnem zavodu Turizem Radovljica. Lahko ugotovim, da ni bilo nobenih kršitev, kar me pa zelo veseli, da poslujemo dobro, transparentno in pa zakonito. Predvsem je to sporočilo, ukolikor pa ta odbor nadzorni odkrije kakšne pomanjkljivosti, da priporočila in tudi čas za odpravo, da se pač te manjše stvari, če sploh so, odpravijo.